Zdaj naprej pa imamo še dve nastopajoči. V društvu seveda smo razmišljali, kako priti do kvalitete oziroma kako narediti to razliko. Kajti v naših pravilih, da bi stranke vedele, na koga se obrniti, ko iščejo mediatorja. Namreč v naših pravilih piše, da se lahko včlani vsako društvo, kdor izpolni ta minimalni standard, minimalno 40-urno izobraževanje po določenem standardu. Zdaj smo, če pogledate naše zapisnike, tudi določili, da je lahko član društva samo tisti, ki naredi izobraževanje, ki je v skladu ali s pravilnikom Ministrstva za pravosodje ali za družino, ali pa v skladu z našimi standardi, z našim programom za izobraževanje. Ampak seveda to ni dovolj, da boš začel mediirati, je treba še kakšne izkušnje, je treba še kakšno nadaljevalno izobraževanje narediti in seveda pol tudi, če nimaš že neke prakse, tudi nek izpit. Tako da smo zato se lotili te neke pač na eni strani licenciranja mediatorjev, v društvu, prosim, v društvu. Potem pa seveda smo tudi ustanovili mediacijski center našega društva. Tako da to bo pa predstavila članica upravnega odbora Katja Modic, ki je dela kot strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani in je tudi zdaj medira pri Višjem sodišču, je mediatorka. In je pripravila ta pogled in vam bo predstavila ta pravila mediacijskega centra, pa tudi zakaj pravzaprav rabimo sploh mediacijski center. Katja, izvoli. Ja, najlepša hvala predsednici za tele uvodne besede in lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Torej, kot ste slišali, moja današnja naloga je, da vam na kratko predstavim mediacijski center pri društvu mediatorjev. Nekaj na temo mediacijskih centrov smo danes že slišali, pa vendar ponovno, zakaj sploh ustanoviti mediacijski center? Zdaj nekako cilj društva mediatorjev ni samo promocija mediacije, ampak tudi, da se zainteresiranim osebam zagotavlja kvalitetna mediacija. V Sloveniji, kot vemo, je sodišču pridružena mediacija že kar dobro razvita. Zdaj nek organiziran in strokovno voden postopek mediacije pa je treba ponuditi tudi tistim osebam, ki se zanjo zanimajo, še predno nek njihov spor preraste v bistvu v sodni spor. Zdaj, izvajanje mediacij v okviru mediacijskega centra omogoča hiter, učinkovit, pa tudi cenovno sprejemljiv način reševanja sporov medsebojnih, hkrati pa tudi nudi nek nevtralen in pa zaupen prostor oziroma okolje, v katerem se te mediacije izvajajo. In ravno vse to skupaj smo mi v društvu želeli ponuditi zainteresiranim osebam, zato smo tudi ustanovili mediacijski center kot enoto znotraj oziroma organizacijsko enoto znotraj društva. Samo ustanovitev, pa organizacijo in sestavo centra, kot tudi postopek vodenja mediacij pri centru, ureja pravilnik o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij pri Društvu mediatorjev Slovenije, ki je bil sprejet na 16. redni seji upravnega odbora, to je bila pa 17. decembra 2020. V okviru centra se tako domačim kot tudi tujim fizičnim in pravnim osebam nudi storitve mediacije v sporih iz civilno-pravnih, gospodarskih, družinskih, delovnih in tudi drugih premoženjsko-pravnih razmerij. Kakšna je pa organizacija oziroma sestava samega centra? To je zastavljeno tako, da center sestavljajo tajnik oziroma sekretar mediacijskega centra, strokovni svet za pravna vprašanja in pa pritožbena komisija.
Zdaj, tajnik centra, trenutno to funkcijo pri centru opravljam jaz. Torej, tajnik oziroma njegove zadolžitve, moje zadolžitve pri centru so vodenje organizacijskih in pa administrativnih zadev centra. Tukaj, na primer, spadajo komunikacija, komuniciranje s strankami, pa z njihovimi pooblaščenci, posredovanje predlogov za mediacijo med strankami, pa tudi pridobivanje njihovih soglasij, vodenje statistike mediacijskih postopkov, tudi vodenje liste mediatorjev in pač podobna taka opravila. Imamo tudi tričlanski oziroma oblikovamo tudi tričlanski strokovni svet. Ta sprejema stališča o temeljnih vprašanjih delovanja centra, oblikuje tudi predloge za morebitne spremembe pravilnika o mediacijskem centru pri društvu in pa odloča o drugih vprašanjih, ki so vezani na delo centra. Ostane nam še pritožbena komisija, ta je ravno tako tričlanska. Ta pa seveda odloča o pritožbah strank zoper delo mediatorja in pa tudi v zvezi z izvajanjem mediacij. Potem odloča tudi o pritožbah mediatorja zoper ravnanja strank in pa drugih udeležencev med izvajanjem mediacije in pa tudi o kakšnih drugih vprašanjih, ki se pač pojavijo v zvezi z samim izvajanjem mediacije. Pri centru seveda se vodi tudi lista mediatorjev. Zdaj, na to listo so lahko uvrščeni tisti mediatorji, ki so pač seveda poslovno sposobni in nekaznovani, morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje, opravljen morajo imeti najmanj 47-urni program usposabljanja, osnovni program usposabljanja za mediatorja, se udeležujejo vsaj 8 ur dodatnih izobraževanj letno in imajo za sabo že opravljenih 5 samostojnih mediacij. Zdaj, namen teh nekoliko strožjih pogojev je ravno to, kot je že predsednica v uvodu omenila, strankam želimo ponuditi nabor v bistvu kvalitetnih in že izkušenih mediatorjev za vodenje teh njihovih mediacij znotraj centra. Zdaj, kako pa sama mediacija pri centru poteka? Pravilnik precej podrobno ureja tako temeljna načela postopka, pa tudi sam postopek mediacije in kako se to vodi. Jaz v prevelike detajle seveda ne bom šla, ampak samo na kratko lahko povem, da se postopek pri mediacijskem centru začne na podlagi podanih soglasij strank in pa sklenitvijo oziroma podpisu mediacijske pogodbe. Postopek potem lahko pri centru traja največ 90 dni, vkolikor pa stranki podata svoje pisno soglasje, pa se lahko potem ta postopek tudi podaljša preko teh 90 dni. Pogoj za izvedbo mediacije pri centru je plačilo predujma. Stranke ga v osnovi krijeta po enakih delih, spet vkolikor se dogovorita drugače, pa seveda velja dogovor strank. Mediatorja prav tako predlagajo stranke sporazumno, vkolikor pa ne predlagajo mediatorja ali se ne uspejo sporazumeti, pa potem mediatorja iz liste, seveda mediatorjev, ki se vodi pri centru, določi tajnik po predhodnem posvetovanju s predsednikom društva in pa upoštevajoč specifičnosti in okoliščine vsakega posameznega primera. Zdaj, postopek mediacije se lahko zaključi pri centru s sklenitvijo poravnave, lahko z izjavo strank ali mediatorja, da se mediacijski postopek zaključi zato, ker mediacija pač ni uspešna, ali pa z umikom soglasja kateregakoli izmed njih. Na koncu pa nam seveda ostane še vprašanje stroškov postopka. Zdaj, stroške samih strank oziroma te stroške, ki so jih stranke imeli samim prihodom na mediacijo, to stranke nosijo same.
Stroške mediacije pa seveda krijejo po enakih delih, zato je tudi namenjen v začetku ta predujem. In ponovno, vkolikor se stranki drugače dogovorijo oziroma se drugače sporazumejo glede tega, potem pač velja tudi njihov dogovor. Zdaj, tako, to bi bilo res na kratko, nekako v tem mediacijskem centru pri društvu vse. Slišali smo danes že, da vseeno se opaža trend in upajmo, da se bo tudi nadaljeval, da se bodo dejansko stranke oziroma osebe vse bolj zainteresirale oziroma zanimale za mediacije tudi izven sodišč oziroma sodišču pridružene mediacije, in ravno to si tudi v društvu želimo. Tako da to bi bilo zaenkrat tako, upajmo na najboljše, na odziv zunanjega sveta na ta naš mediacijski center. Zdaj pa hvala in vračam besedo predsednici. Hvala sekretarki našega mediacijskega centra. Želim ji veliko dela, da bi imela veliko primerov za urejati. Namreč, kaj moramo ugotoviti, teh zanimanja za mediacijo je kar nekaj. Ljudje kličejo, vendar, ko je treba, pa pokličemo drugo stranko, če je za to, pa redko kdaj je. Imeli smo nekaj mediacij, zato smo tudi šli v licenciranje in v ustanovitev centra, da imamo nek vrstni red, da se pač, če bi to bilo tega več, da pridejo vsi na vrsto, ki so na listi, ampak zaenkrat res ni navalen. Nažalost, premalo je tega zanimanja, premalo je sodelovanja ljudi, da bi poskusili mirno rešiti spor. A je kakšno vprašanje mogoče v chat prišlo? Člani so se zelo zanimali, ko so videli, da razpravlja o tem upravni odbor, ampak to je bilo že nekaj upravnih odborov je govorilo o tem in razpravljalo. In ta potreba, da bi imeli en nabor izkušenih mediatorjev, ki nenazadnje tudi društvo preizkusilo in lahko zaupa mirno, tudi kakšne težje primere, ta potreba je obstajala in tudi želimo, da pokažemo, kako je treba center ustanoviti. Ta pravila so na spletni strani, nenazadnje tudi drugi se lahko inspirirajo, ko ustanavljajo take centre in tudi se, ker me kličejo, pa rečem, preberite si tam pravila, pa lahko nenazadnje tudi se inspirirate, ko delate svoja pravila. Tako da to je ta želja po kvaliteti, zagotoviti kvaliteto ljudem, dati jasna sporočila. Tukaj so mediatorji, ki znajo ta svoj posel. Tako da hvala, Katja.